Nagrada za najboljše literarno delo po izboru Društva slovenskih literarnih kritikov. September je zgodba o Evelyn, ki jo spoznavamo v 3 ključnih fazah življenja, v otroštvu, najstništvu in recimo da odrasli dobi, torej med 30 in 40 letom življenja. Knjiga obravnava njeno spopadanje z otroškimi izkušnjami nasilja v družini. Torej spremljamo njeno prebijanje skozi posledice, ki jih nosim. Kljub temu, da se zdi, da sem knjigo napisala hitro, sem jo osnovala že pred nekaj leti in potem te prizore, ta besedila valjala po svojem računalniku, ker nisem vedela, kaj z njimi zares početi, ker sem iskala pravo literarno formo zanje. In v vseh teh letih sem preizkusila mnogo načinov, kako rešiti te prizore in ugotovila, da potrebujem zelo radikalne formalne rešitve. Zato to knjigo zaznamujejo tako dramski vložki, kot dnevniški zapisi, SMS izmenjave, Instagram oziroma simulacija Instagram zapisov. Formalno je precej raznolika in mislim, da je to tudi godi. Naslov September ni izbran naključno, gre za naslov družinskega albuma, po katerem brska pripovedovalka knjige, družinskega albuma Eveline družine seveda. September se imenuje zato, ker je Evelyn rojena septembra in je seveda ker je knjiga zaznamovana z njenim življenjem, se mi je zdelo smiselno, da ta naslov tudi obdržim. Verjetno bom gledalce, poslušalce razočarala, ampak neposrednih vplivov ni, posredni pa so. Name vpliva vse, kar preberem, doživim, kar slišim. Tudi druge umetniške forme oziroma zvrsti vplivajo name. In pri tej knjigi mi je mogoče pomagalo, da sem v času, ko sem jo reševala iz scenarija v besedilo, literarno besedilo, pomagalo, da sem pogledala precej performansov, ker performativna umetnost zna poiskati primerno metodologijo dela za neke vsebine ali pa ideje, ki jih želi posredovati. Tako da ja, ni bila literatura, bila je neka druga umetniška zvrst. Kritika Eve Ule me je v celoti precej ganila, zato ker sem dobila občutek, da se je kot bralka s knjigo uglasila na optimalen način. Na način, za katerega sem nekako računala, pa pričakovala, da se bo uglasila večina bralcev. V bistvu je bila moja idealna bralka, tako da je tudi to, ta njen sežetek, bistva romana, zelo ustrezen, k temu sem stremela, ne. Junakinja, torej Evelyn, ni prava junakinja v smislu herojstva in ta del kritike to dobro zapopade, ne. Skuša ostati človek, skuša ostati človeška. Tukaj je veliko poskušanja, malo manj rezultatov mogoče. Good night!